Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. Nadaljujem prejšnjo temo o občutjih toksične in empatične osebe. Malo sem razgrnila že v prejšnjem videu, danes bi pa nadaljevala o tem, zakaj empatična oseba tako težko razume toksično osebo. Obratno, ni problem. Toksična oseba ne razume empatične osebe, ker je ne zanima. V njenem svetu ne obstaja vprašanje, kaj empatična oseba čuti, kaj si želi, kako ji jaz lahko ugodim, kako ji lahko pridem naproti, kako ji lahko pomagam. Tega v toksični osebi, teh vprašanj ni. V empatični osebi pa so točno ta vprašanja. Kaj jaz lahko naredim, da bo oseba, ki je naporna, da ji bo lažje, da se ji lahko približam, da me bo razumela, da ji ne bom naredila krivice. In to je krog, v katerem se je toksična in močno čustveno občutljiva oseba vrtita. Že v prejšnjem videu sem povedala, da mi nimamo merske enote. Empatičnost oziroma toksičnost mi ne moramo zmeriti z neko enoto. Mi lahko govorimo samo o bolj toksični, manj toksični, o toksičnem obnašanju oziroma o empatični osebi, močno empatični oziroma zelo močno čustveno občutljivi. Močno čustveno občutljiva oseba zelo močno čuti čustva druge osebe. Ampak to ne pomeni, da je empatična v smislu, ki ji koristi. To pomeni, da je empatična v smislu, da se boji. Boji se, da bo drugo osebo razočarala, da ji bo naredila krivico. Zakaj? Zato, ker empatična oseba, čustveno občutljiva oseba, misli, da vsi ljudje enako čutimo, da vsi ljudje enako razumemo svet, pa ga ne. Toksična oseba svet, odnose, dogodke razume popolnoma drugače, dojame popolnoma drugače, razloži si jih popolnoma drugače. In to nasprotje med čustveno občutljivo osebo in toksično osebo sta dva pola, to sta dve skrajni točki neke premice. Čustveno občutljiva oseba ali pa močno empatična oseba je občutljiva na to, kaj drugi ljudje govorijo, kako se odzovejo na njo, razmišlja o tem, kaj čutijo, zakaj se tako obnašajo, in vse to jo spravlja v stisko, če to obnašanje ni tako, kjer njej prinese pomiritev. Čustveno občutljiva oseba je zelo obrnjena navzven, zato ker od zunaj, od ljudi, od okolice hoče dobiti nekaj, kar ji manjka. In manjka ji občutje varnosti, manjka ji dobra samopodoba, ima pa preveč odgovornosti in na podlagi te preveč odgovornosti ima potem preveč krivde. Čustveno empatična oseba ali pa empatična oseba ali pa čustveno močno občutljiva oseba je odgovorna za to, da bo vse naredila 100% pravilno. Da ne bo naredila nobenemu človeku krivice, da se bo držala vseh pravil, vseh dogovorov, vseh terminov, celo več. Ona se bo držala tega, kar se z drugo osebo sploh ni dogovorila, ampak se je dogovorila sama sabo. In to so zahteve, vsakodnevne zahteve, ki jih človek težko zmore. Empatična oseba ali pa čustveno močno občutljiva oseba mora imeti dan popoln, drugače se sprašuje, zakaj sem to naredila, se krivi. Celo takrat, ko je v danem trenutku prepričana, da je naredila prav, se sprašuje čez 2, 3, 4 ure, 3 dni, ali sem naredila v redu, ali sem izpadla dobro, ali sem povedala pravilno, ali sem se držala tega, kar sem rekla, ali. In te zahteve
človeka izčrpajo. In toksična oseba ne bo nikoli izgorela. Izgorela pa bo močno empatična oseba oziroma močno čustveno občutljiva oseba. Zakaj? Zaradi tega, ker so v njej take zahteve. To je tako, kot da bi vsak dan pretekli maraton. Čustveno občutljiva oseba vsak dan teče na Triglav. Vsak dan preteče 5 maratonov. Zato, ker se tako močno trudi. In te zahteve postavlja sama, ne postavlja ji okolica. Ko pa pride v stik s toksično osebo, dobi pa točno še tisto piko na i, da se ja lahko popolnoma sesuje. Če se ne sesuje, se ji njen svet popolnoma se ji precej zamaje, da ne bom govorila v nekih črno-belih, se ji toliko zamaje, da enostavno že prej, ko je dvomila vase, potem dvomi še bolj. In kakor jaz včasih napišem, da je dvom koristen, je pri čustveno močno občutljivi osebi lahko škodljiv. Ves čas mi iščemo ravnotežje med tem, koliko smo mi usmerjeni navzven in koliko smo usmerjeni navznoter. Med tem, ali smo dovolj dobri, ali se lahko bolj potrudimo, ali lahko postavimo mejo, ali smo krivični, ali lahko z neko osebo prekinemo stik, ali moramo vzdrževati nek stik naprej. Razlika med toksično in čustveno občutljivo osebo je v tem, da se toksična oseba nikoli ne vpraša, zakaj se čustveno občutljiva oseba tako obnaša do mene. Čustveno občutljiva oseba pa se to pogosto vpraša in vzrok išče v sebi, ker se ni dovolj potrudila, ker ni dovolj lepa, ker ni dovolj pridna, ker ni dovolj ustrežljiva, ker se more bolj potruditi, ker more počakati, ker obstaja. Ampak čustveno občutljiva oseba gleda toksično osebo in vidi, da se je razjezila. In ko čustveno občutljiva oseba razloži razpoloženje, je to napačno. Ona misli, da je toksična oseba ranjena, da je prizadeta, da jo boli to, kar je naredila. Ampak ne. Razlaga si po svoje, razlaga si tako, kot sama čuti. Ampak ne, toksična oseba je jezna zaradi tega, ker ni po njeno. Ker si neka druga oseba drzne podvomiti, drzne ugovarjati, drzne reči ne, drzne delati stvari, ki toksični osebi tisti trenutek ne pašejo. In tukaj je razkorak. Toksična oseba je besna, zato ker ni po njeno. In ne, ker je globoko ranjena, ker jo je druga oseba razočarala. Seveda zna povedati, da je močno razočarana, ampak v obliki manipulacije. Čustveno občutljiva oseba bo povedala, da je razočarana, ker jo močno boli. Toksična oseba bo povedala, da je razočarana, ker hoče pritisniti na drugo osebo, da se bo počutila krivo in da bo drugače ravnala. Gremo še enkrat. Razlika med toksično in močno čustveno občutljivo osebo je v tem, da močno čustveno občutljiva oseba razlaga čustva toksične osebe po tem, kar ona sama čuti. In ona sama čuti krivdo, željo da bo boljša, željo po tem, da ne bo krivična, potrebo po tem, da bo naredila vse 100% pravilno, da se bo držala vseh rokov, vseh dogovorov, vseh predpisov, vseh pravil.
do pikice, tukaj ni odstopanja, v njej se ves čas vrti vprašanje, ali sem krivična, ali bi mogla se bolj potruditi, ali bi mogla biti boljša. In kaj misli toksična oseba? Toksična oseba pritiska in je ne zanima, ni ranjena, ne bolijo, je pa besna, jezna je, užaljena je, togotna je. In iz tega besa, iz te užaljenosti potem sika in izhaja vsa toksičnost navzven. Je nesramna, kritizira, žali, ponižuje. Ampak ne zaradi tega, ker bi bila prizadeta, ampak zato, ker ni po njeno. Ni po njeno. Zato, ker si je nekdo drznil ali pa ni znal brati njenih misli. In tukaj je bistvena razlika. In čustveno občutljiva oseba, prvo zadevo, kar bi mogla narediti, je to, da si neha razlagati čustva toksične osebe in da neha biti odgovorna za čustva toksične osebe. Ljudje smo polnoletne osebe, polnoletni ljudje smo odgovorni sami za to, kaj čutimo in kako reagiramo. Mene ne more spraviti v jeza, užaljenost ali sreča. Je moja odgovornost. Ne glede na to, kako se to čudno sliši, ampak jaz se odločim, ali bom svojo srečo delila z nekom, ali bom svojo jezo stresala na nekoga. To je moja odločitev. Da pa jaz to lahko naredim, moram biti pa dovolj čustveno zrela, da obvladam svoja čustva. Jaz nimam možnosti odločati o tem, kaj bom jaz v nekem dogodku čutila. Zato, ker so stvari v nezavednem, za katere zvemo šele takrat, ko pridemo v neko situacijo, ko pride do nekega sprožilca. Ampak kaj bom pa jaz z občutji, ki jih čutim, z občutjem, ki ga čutim, naredila, je pa moja odgovornost. In prva zadeva, kar je, ne rešujte odraslih, polnoletnih, opravilno sposobnih oseb z volilno pravico. Niste krivi za to, kako reagirajo. Lahko rečete ne. Lahko poveste svoje mnenje. Lahko ga ne poveste. Ni vam treba biti 100% brezhiben, ker je težko. Popolnih ljudi ni in bojte se popolnih ljudi. Ker popolna oseba je samo toksična oseba. Ne glede na to, koliko narobe naredi, koliko krivic naredi, koliko škode naredi, koliko groze povzroči, je ona prepričana, da je še vedno popolna. In človeško je, da se motimo. In človeško je, da si odpustimo. Ne gre za to, da se mi vedno znova zmotimo, da imamo mi vedno znova neki izbruh in potem se opravičimo. V tem ni smisla, to ni. To ni niti odgovorno, niti zrelo, niti smiselno. Ampak, ko se mi potrudimo in ko nekaj naredimo v dobri veri, resnično v dobri veri in mogoče ni optimalno, ni v redu, takrat je opravičilo primerno in takrat tudi druge osebe razumejo in ne vlačijo več te zgodovine čez 1 leto, čez 5 let, čez 10 let. Ampak toksična oseba bo naredila točno to. Zato, če ste čustveno preobčutljivi, se obrnite vase, ne iščite potrditve od zunaj, ker jo ne boste dobili. Ne boste jo dobili, še nobeden jo ni dobil. Ampak, ko to naredite sami pri sebi, ko sami sebi, ko pri sebi potolažite ta čustva, ko pri sebi potolažite to grozo, ko jo neutralizirate, potem se v roku 1 ure, 2 ur, 3 ur počutite bistveno boljše. In dajte si to privoščiti. Privoščite si 1 uro tretmaja z mano. Zakaj? Zaradi tega, da boste videli, kako se potem počutite. In da boste to občutje lahko vnesli v vsako celico svojega telesa, da boste vedeli, ko se ne boste počutili dobro, kako si želite počutiti. In to je tisto bistveno, da mi vemo, kako se želimo počutiti.
In potem dobimo odgovor, kako mi lahko do tega pridemo. Če pa niti ne vemo, kako se lahko počutimo, kaj bomo potem iskali? Za čem se bomo trudili? Ne moramo se. Naredite nekaj zase. Ko pridete v stanje, v situacijo, ko ste v stiski, ne glede zaradi česa, se obrnite vase, ne navzven. In to stisko odpravite. Stiska je samo sporočilo, da nekaj v našem telesu ni v ravnovesju. Samo to, temu je namen stiska. Namen stiska je sporočilo. In to potem poiščite in boste videli. In potem, ko ste v sebi mirni, potem delujte naprej. Pridite na mojo spletno stran, vas bom vesela, naročite se na novice, preberete lahko moje 2 knjigi, Čarobni odnos in 8 moških, zakaj pa ne. Kakšen YouTube posnetek je še zanimiv, mogoče za vas. Naročite se na moj YouTube kanal, da boste na tekočem in imejte se radi, poskrbite zase in kmalu se spet slišimo, vidimo. Čau, čau.